Sem to zgodbo slišal, sem jaz to iskreno, brez besed. Pa bom kar šel direkt v akcijo. In sicer kolegica je nedolgo nazaj v njeni debati razloži situacijo, oziroma kaj je doživela njena mama, oziroma kaj je še zdaj doživela. In sicer, njena mama je prišla v Slovenijo 30 plus let nazaj, prišla je dejansko z 2 vrečkami in tako, jaz sem se s tem hitro poistovetil, zato ker je tako prišla tudi moja mami. In dejansko brez znanja jezika, brez socialnega kapitala in dejansko ponovadi začne ta folk res na, ko bi rekel, nek čisto na začetku. Moja mama je šla delati v proizvodno, njena mama je pa postala čistilka. In sicer delala je pač v eni, tem reči, večjem slovenskem podjetju. Jaz namenoma imen nikoli ne govorim, ker je tole pri nas vse na vas, pa se hitro sliši. Torej, pa niti ni pomembno, pomembno je poanta zgodbe. Kaj je bilo? Dejansko ona je delala tako, da je pač čistila je čene prostore in seveda od predsednika uprave pisarno. In v enem trenutku, ko je bila predsednik uprave, ki je čistila, je ta takratni predsednik uprave čez 30 let nazaj zelo arogantno, bahato dvignil, noge na mizo in je rekel: očisti mi čevlje. Mislim, oba veva, da v opisu delovnih nalog ni očisti čevlje, oba veva, da je to bilo nespoštovanje na brutalno visokem nivoju in dejansko niti nočem vedeti, kako se je počutila ta gospa v tisti situaciji. In kaj pa lahko narediš takrat, pa treba tudi eno stvar vedeti, zato ker mi mami tudi to razložila zelo velikokrat, da dejansko takrat je bil šefe, direktor Bog. Takrat, ko nekdo, ki reče šef, nekaj narediš, ne sprašuješ zakaj, ampak greš pa to narediš. In jaz verjamem, da glede na celo to situacijo je ta gospa pogoltnila tono nečesa in je pač spucala te čevlje. Zdaj, ne bom govoril zdaj o temu gospodu, pa gremo mi zdaj skočiti 2 leti nazaj. Torej, po 30 letih ta gospa je dejansko zaključila šolo, ima zdaj družino, težko očitno, zdaj pa dela ta gospa v domu za upokojence. In zdaj verjamem, da veš, v katero smer gre ta zgodba. Dejansko 2 leti nazaj na enem vozičku pripeljejo starejšega možakarja, overweight, bolan, nemočen, tega bivšega predsednika uprave. Zdaj, a si lahko predstavljaš situacijo, ko sta se ona dva srečala po 30 letih v tistem hodniku? Valjda, še ena stvar, pripeljali so ga v pač en dom upokojencev na njen oddelek. Kako je on gor poskrbel za to, da ni šel na en drugo, pa da šel k njej in ona dejansko zdaj skrbi zanj. Torej, on, ki je bil 30 let nazaj do nje bahaten način očistimi čevlje, je odnos od nje odvisen, ali ga bo ona nafutrala, ali mu dala za piti, ali ga bo 100 kilskega dala na voziček, pa ga odpeljala na teraso, da dejansko začuti svež zrak, pa pogleda še v nebo. Zdaj tako, preden zaključim to zgodbico s tem gospodom pa s to gospo, bi lahko rekel, ja, sej, zdaj čas, da se ona njemu, ko bi rekel, osvetija, pa da mu pač vrne nazaj, ampak to ni poanta zgodbe. Ta gospa dela to profesionalno in dejansko ga spodbuja, da ostane kle še, ko bi rekel, Delinu je pokazala na tako brutalen način, kaj pomeni biti dober človek in kaj pomeni dejansko, da ti nikoli ne veš, koga boš zdaj kje rabo in od koga boš dosti jutrišnjem odvisen. In zdaj čas, jaz sem se, k meni bilo to tako, sploh, ko poslušaš od osebe, kar razlaga to svoje mami, jaz sem bil čist pap. Ampak deva se midva nekaj naučiti tega. Deva se vprašati, kako se ti zdaj obnašaš do ljudi, ki ne rabiš. Pa si mogoče v neki točki, veste, mara uporabiti besede superiorna, pač ne vem, ker mi to kar nekaj, ampak ne, ko greš ti v bar, kako se obnašaš do natakarja, kako se obnašaš do nekoga, ki čisti cesto, kako obnašaš nekoga, ki greš, ne vem, na občino, na urad, kako se obnašaš do nekoga, ki greš v banko. Ne? Ker kaj sem se pa res nagledal, da zelo veliko ljudi, ne vem zakaj, ker pač na neki točki življenja mislijo, da so nekaj več od nekoga drugega. To nisem nikoli razumel. Torej, ne vem, kaj, zato ker imaš 5 evrov več, kaj jaz? A zakaj? Zato, ker voziš boljši avto, kaj jaz? A zato, ker živiš v večji baji, ne vem, imaš boljšo bajto, ali ne vem, imaš več denarja, ne razumem. Ne vem, bolj zgledaš od mene. Torej, ker kaj je poanta zgodbe? Življenje je takole. Zdaj jaz nisem najbolj pametnega sveta, samo če pogledamo dejansko
zgodovino vemo, da ne vemo, kaj nam življenje prinaša. Kako ni jaz vem, kaj bo čez leto 2, 3, 50? Ne vem, lahko gremo tudi do vedeževalca Blaža, pa ne bo vedel. Zato jaz pravim, ko smo na vrhuncu, a zdaj sva, če sva zdrava, če lahko delava, kreirava, mi smo na vrhuncu, torej, če imava dejansko, danes pri nas je mir. Jaz sem nedolgo nazaj govoril s kolegico na telefonu, ki je bila v Kijevu, pa je pokal. Torej, slišiš, nedolgo nazaj pri nas, na tem delu je veliko pokal. Mir imamo, torej, zdravi smo, lahko kreiramo. In jaz vem, ko smo na vrhuncu, torej, ko imaš dobro službo, ko imaš dosti keša, ko imaš dejansko dosti kontaktov, daj takrat začni kreirati smehe, takrat začni skrbeti za druge ljudi. Ker kaj je fora? Mogoče boš ti meni danes pomagal in jaz tebi ne morem vrniti. Ampak jaz bom vrnil enemu drugemu in ta bo tako. In ista je stvar, se pravi. Tako da jaz bom eno čisto preprosto filozofijo, ker ta stvar tema mi je tako dosti pri srcu in jaz ratem, ker da jim reč, malo preveč čustva, malo preveč me not potegne, ampak v grejenju socialnega kapitala je zelo preproste filozofijo. 2 stvari bom zdaj povedal in to zelo veliko ponovil. Zelo veliko bo to ponovil. Torej, daš samo to, kar lahko daš, ko lahko daš, pa ko daš, pozabi, da si dal. Torej, če ne, se pa ne ukvarja s folkom. Torej, če vidiš, da enemu lahko kririš smeh, mu kriri, ne mu polena pod noge metati. Torej, ko pride nekdo, pa ima pač krizo, daj mu pomagaj, če njega pa pusti na miru. Po, ko se situacija reši, pa pet pa, daj mu reči, skušajte nekaj zavezati, takrat mu pa pomagaj, pa pusti ga. Pa še ena stvar, ki je ful pomembna. Zdaj, torej, odnose ni gradijo prostovoljno. Torej, nas nobeden ne sili v grejenje odnosa, saj nekle v tem našem svetu. Ampak zdaj tako, jaz vedno rečem, če si se že odločil graditi odnos z nekom, da investirajo ta odnos toliko, kolikor ti misliš, da je vredno investirati, da ne obžaluješ preveč, če tega odnosa ne boš mogel več graditi. In kdaj? Se pravi, zdaj pa torej mi izbiramo, s kom bomo gradili odnos, in zdaj, v tem trenutku, zdaj, če te to malo premakne, zdaj se danes zahvali 3, 4, 5 v svoji mreži, ki ti kreirajo smeh, ki so ti kaj pomagali, kaj podprli, ki so zdaj gledali na tebe, pa jim reči, na svoj način rad te imam. Na svoj način. Ali boš poslal SMS, ali boš nekoga, bote, ne vem, če si kolegico, če imaš, ali boš šli, ne vem, gin tonik, ali boš šli na sprehod, ali boš rožo kupila, vse je na svoj način, tej osebi povedati, da te imam, spoštujete. Kaj je poanta cele te zgodbe? Potem zdaj lahko jaz bi debatiral ful dolgo časa. Torej, mi nikoli ne vemo, kaj nam prinaša prihodnost. Ne vemo. In naša, torej tega, da se trudim in sem aktiven in pač, kolikor se da, jem zdravo, pa se premikam, pa diham, pa vse, pa razvijam posel. Moje eno strateških nalog je, da jaz strateško gradim socialni kapital. Jaz močno upam, tukaj noti kar nekaj kontaktov, da jaz jih v lifeu ne bom rabil. In da vključimo oni mene rabil. To pomeni, da smo vse, kar je samo s tem v lifeu. Ampak, ker ne vem, kaj prinaša prihodnost, ko pridemo pa do krizne situacije, ko pride do nečesa, da mi teče voda v grlo. Kaj takrat? Ja, takrat bomo vse naredili. Ker takrat načeloma 2 skrajnosti. Ali zamrzneš v duhu in si potem čez čas žrtev, bogi, sediš tam nekam na drevesu, pa vsi so ti krivi, ali pa pač vzameš stvari v svoje roke in začneš reševati probleme. Ampak dajmo reči zdaj tako, tudi o tem bomo debatirali, ko imamo izziv, kaj delati. Ampak dajmo reči, da zdaj ni izziva, da se zdaj zdaj se zahvali folku, ki jih rabiš, želiš imeti po svojemu life. Če ti je ta zgodba daj mi samo tako, ker res teh zgodbic, ki je bilo s to gospod, čiščenje te zgodbice zelo veliko. Če imaš podoben primer, kako se usoda poglavlja z nekom, daj mi napiš dol komentar, dajmo deliti te zgodbe, ker te zgodbe, jaz mislim, se lahko vsi zelo veliko od njih naučimo. Druga stvar, kar bi povedal, da ti povem, da naslednji video, ki ga posnel, bo pa video o magnetu, ker vsak od nas nekaj privlači. Torej, in da se zelo veliko delati na tem, da oba midva pritegneva prave ljudi v svojem lifeu. Če ti je bilo to v redu, všeč, polajki, komentiraj, pošeri, tu sem, pa uživaj, pa se vidimo v naslednjem videu. Čau.